To prava tema, ne? Potem je fokus na meni vedno, tako da je. Brez padona. Smotak. Evo, še eni vrtajo. To še počakamo. Tomaž, najlepša hvala za povabilo. Sem zelo vesel, da sem lahko danes prišel. Tudi že v štartu poslušal ta predavanja o SEO, oziroma o optimizaciji na Google, zelo zanimivo dela. Zdaj imam zelo provokativno slovo, ne? Kako do 7 000 evrov mesečnega zaslužka. V bistvu Tomaž je napisal od 3 do 7 000 evrov. Jaz sem tisti skrajšal, ker ni pasno gor na slajdu, ni tako lepo zgledati. Zdaj, ker vam bo nekdo s takim naslovom prišel pred vas, imate lahko samo bistveno vprašanje. Ali ta oseba dejansko ustvari ta prihodek in vam bo razložila kako, ne? Ali pa vam bo povedala, na kak način se teoretično da zaslužiti, ne? Pa dejansko tega nikoli ni ustvarila, ne? Zdaj sem ta prva oseba, ki dejansko ustvarjam tak prihodek, se pravi od 3 do 7 jurjev, poprečju 5 do 7, v zadnjih mesecih vsak mesec. Zdaj pa, da podkrepim oziroma dobim vaše zaupanje in vam dejansko pokažem, da je temu res tako, sem rekel, da bom v štartu razmišljam, kako bi v štartu dobil neko pozornost oziroma zaupanje, da jim boste dejansko verjeli, da je temu tako, ne? Ker če vam te neke številke pokažem, to lahko vsak se zamisli, ne? In eno stvar, na katero sem jaz zelo ponosen, je moja pisarna, ne? Reč, Tomaž je ponosen na svoj avto, ki res izstopa iz povprečja, ne? Jaz sem pač ponosen na svojo pisarno, ne? In nekdo, ki ustvarja take denarje, ki jaz preko spleta vsak mesec, mora imeti verjetno vrhunsko pisarno, to pametno, ne? Imam, sicer ni ledrast, ampak zgleda kot ledrastov, imam lučke, imam posebej osvetlitev za fotostudio, printer, v glavnem vse, kar je v pisarni uspešnega direktorja oziroma naslednjega firme. Ampak to ni vse, kar imam. Imam vrhunski fotostudio v Ljubljani. Res perfekt, 2 lučki, fotoaparat, kaj še rabim, backlight vzadi in tako naprej. Imam tudi res čudovit, verjetno najboljši video studio v Sloveniji. Kar pogledajte, mislim, perfekt luči posebej za video, fotoaparat, kamera posebej za video, backlight posebej za video, celo tako smo naredili stran s falkom, da mi svetlaba od strani buta noter, da je res ga lepo na video. To je moja konferenčna soba, tukaj furamo vse sestanke, direktori hodijo vse na partner in tako naprej. In pa še prostori za zaposlene. In morate vedeti, ko objavim razpis, se 50 ljudi prijavi samo zaradi tega, da bo lahko te redili. Ok, to malo za kec, malo za res. Tudi to je bila letos moja pisarna. Bil sem skoraj malo več kot pol meseca na Balju. Tudi to je bila moja pisarna poleti v Španiji. Dejansko sem tle delal. In tudi to je bila moja pisarna letos, recimo pred kratkim v Kanadi. To sicer se slabo vidi, ampak je tak 40 nadstropje. Downtown, Financial, ta distrikt je tle v zadnji in tako naprej. Zato tega ne kažem, zato da se vam tle hvalimo, pa ven večem, ampak samo zato, da v bistvu predstavim nek način življenja in dela digitalnih nomadov. Jaz sam sebe smatram kot digitalnega nomada, se pravi, sem oseba, ki ves svoj posel dejansko opravlja preko računalnika. Vse, kar rabim, je laptop, dostop do interneta, kamera, oziroma še to ne bi rabo, ker imam telefon. In to je to. In vse, kar delam, torej vodim in agencijo, in svetovanje, in pišem blog, in delam vlog, vse to bom pokazal v kratkem, delam v bistvu vse, kar rabim, je v eni taki torbici, ki nosim več čas sabo. In to delo lahko opravljam od kjerkoli, pač želim, kadarkoli. Pogoj je dostop do interneta. Tako da jaz sem ponosen na svojo ljubljansko pisarno, ampak še raje pa delam na takih različnih fantov, eksotičnih fantov. Še par stvari za začetek, mogoče to, da bomo res se neko zaupanje, ker zdaj pomaše tega zaupanja ni, ne pa tej pisarni. Od julija, 1. julija do konca septembra sem imel na svojem blogu, angleškem blogu, skoraj 100 000 ljudi, od tega 83 000 unikatnih obiskovalcev. To je moj YouTube kanal, ki sem ga v bistvu pred kratkim začel graditi. Ta skok v bistvu kar pozabite, ker tle se je nekaj zgodil. Sicer je pravi skok bil, ampak neresničen oziroma zelo kratkotrajen. Ampak če pogledate trend, ogledov na YouTubeu raste v bistvu skoraj da eksponentno že, no. Tle gor prišlo, glede na zadnje podatke, eksponentno gor. Se pravi, zadeve tle rastejo
In pa mogoče letošnjem letu sem samo preko svojega bloga, samo enega produkta, ki ga promoviram. Promoviram jih več kot 15 produktov, samo enega produkta sem ustvaril $76,000 prometa, oziroma izplačano dejansko na moj račun je prišel $23,000, to je bolj netno v bistvu. Pomeni, če bi tle zaračunali na mesec, cirka 2 jurja na mesec samo od enega produkta dobim. Spet to ni zato, da se tle hvalim pa povem, koliko zaslužim, ker niso tako velike številke drugače, ampak toliko, da vidite, kaj se dejansko da narediti. Čist na kratko še nekaj o meni. Sem pisec bloga Your Reception. Delam tudi blog, torej video vsebine. Sem lastnik butične agencije za digitalni marketing Vision Plus, ki se v kratkem zapira oziroma se združuje za eno drugo agencijo, tako da ta del se predstavlja naprej. Sem vodja projekta, oziroma soustanovitelj, bom rekel, projekta Monster Marketinga, ki se tudi v kratkem spreminja, bom pa na koncu še nekaj povedal. V bistvu v okviru projekta Monster Marketinga vodimo razne izobraževanje, predvsem na področju, kot je Tomaž povedal, Facebook reševanja. Sem solastnik avstrijskega startupa pa Unity, to je startup, ki smo ga štartali, jaz sem ga štartal pred 25 na Švedskem, pa potem v Avstriju predstavili, razvija pa napredne GPS sisteme za varovanje koles pred krajem. Pa v bistvu včasih tudi rečem, sem coach, delam z ljudmi 1 na 1, kadar jih zanima predvsem ta del nek spletni zaslužek. Poleg tega sem še dve zadevi in sicer mogoče zelo pomembni v tej fazi. Jaz sem star 27 let. Pri 21 sem končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, komi naredil, s povprečjem 6,7, tako da sem se kar matril. Angleški nisem znal govoriti. V bistvu sem bil, tak je bil Tomaž, je rekel sicer nepismen, kar se tiče slovenščine, jaz sem bil popolnoma nepismen, kar se tiče angleščine. Ko sem maturo delal pri 18, je bilo tako, da me profesorica prosila dve stvari. Prvič, da ne grem nikoli v tujino študirati, da tem sploh ne razmišljam. In drugič, da ne bi se slučajno imel kakršnekoli želje v tujino preseliti ali pa tam delati, ker teh pogojev pač nimam. No in pri 22 je bila situacija identična, kot pri 18. Pa se je zgodila Švica, prišla do študijske izmenjave, slučajno sem se odločil, da grem tja. Prve 14 dni, ker sem bil tam, sem bil v bistvu v sobi zaprt, nobenega nisem niti povedati, ker nisem se vam niti predstavil. Oziroma, bilo mi je toliko strah, ker sem vedel, da niti osnovno znam, da pa sem bil noter. Pa sem pa spoznal, da je v Švici alkohol relativno poceni, če veš kaj ga kupiti. Pa neke aplikacije so bile podobne Tinderu za spoznavanje ljudi, in ker se to dvoje družiš, se potem marsikaj zgodi. In tako sem spoznal par Kanačank in Kanačanov. In angleščina je šla tako eksponentno gore, v njo. In druga zadeva, isto pri mogoče 22-23, niti približno nisem si upal takrat predavati pred več kot 2-3 ljudmi. Tako da tudi to je bila ena taka zadeva, ki se pa zdaj v zadnjem času eksponentno izboljšala. Zakaj vam to pravim? Zato, ker mrzdo, ko razmišljam o nekem svojem poslu, še posebej, kadar gre za neke spletne posle, ki so specifika, se tega ne upa. Oziroma, sanja, razmišlja, bi, ne bi, in potem najde en kup enih problemov, en kup enih vzrokov, zakaj ne bi. Ne znam, recimo, če govorimo da bi delal nekim tujim jezikom, ne znam anglešk, ne govorim dovolj dobro anglešk, ne pišem dovolj dobro anglešk ali kateregakoli drugega jezika. Ali pa recimo, če bi dodelal kak vlog, se pravi videoblog, oziroma se pač snemo video vsebine, ja, nimam te prezence, ne upam si, nimam opreme, nimam denarja, zato ne znam snemati, ne znam montirati. V glavnem tle en kup enih, bom rekel, problemov se pojavlja, oziroma si pač sami sebi izmišljujemo te probleme, ki nas pač ovirajo. In tudi jaz sem si jih ful časa. Dokler pač v nekem trenutku sem rekel, zdaj pa res nimam kaj razglediti, dajmo nekaj narediti in pa se ta pot začela. Ker sem vam pokazal, kako je to vse skupaj šlo, ampak toliko, da vedite, da se dejansko vse da. Zdaj mogoče ena stvar je, kar se tiče spletnega posla, je kako pridobiti zaupanje. Prvo, kako pridobiti vaše zaupanje, oziroma to medsebojno zaupanje med nami. In druga stvar, ki ga jaz mislim, ker se pri meni pogosto poraja, je to, ko se učim v tujih strokovnjakov ali pa od slovenskih na različnih področjih, kako pridobiti njihovo zaupanje. In to je pri spletnem poslu ključnega pomena. Kaj je dejansko res in kaj ni res. Na eni strani imamo neke fake news,
imamo neke izmišljotine informacije, ki niso dejansko res tako, ker sem jaz prej pokazal, da sem ustvaril $76,000 prihodkov, ne? Dejansko sem pa plačal na svoj račun pa $23,000. Razlika je trikratna. Zdaj jaz bi lahko rekel, da sem ustvaril 70 evrov z enim produktom v 9 mesecih. Ful lepo, super, ne? Ampak v resnici pa tega nisem. In na te stvari morate biti, ko greste na kakšna predavanja, ko poslušate strokovnjake, jih vprašati, kaj ste naredili, pokažite zgodbe, pokažite uspešne primere in še lepo jim zaupati. Zato, ker tle jaz sem ogromno denarja zapravil in ogromno časa za informacije, ki so bile nič vredne. Ker sem pač v štartu nisi verjel, nisi niti vedel, komu zaupati, katere informacije so prave, kaj niso in pa nekako se sproti naučiš. Zdaj več, če se boste ukvarjali s spletnim zaslužkom na kakršen način že, kasneje bom pokazal nekaj zelo efektivnih načinov, je sigurno en izziv pomanjkanje pravih informacij. Ne pomanjkanje informacij, ampak pomanjkanje pravih informacij. O čem govorim? Ena stvar je, nekaj, kar deluje v ZDA, ni nujno, da bi delovalo tudi v Sloveniji. Oziroma skoraj zagotovo ne bo, marsikaj ne bo delovalo. Se pravi, vedno, ko probate dobiti nek know-how, neke spletne informacije, probite dobiti informacije, ki bodo koristile vam v tistem trenutku, kjer ste, oziroma tistem trenutku, kjer ste in tistem območju, kjer ste, oziroma kjer delate. Če meni kdo povede, ne vem, v Avstraliji vloga na ta način, ali pa so neki triki email marketinga, ki v Avstraliji delujejo, ali pa to meni v Sloveniji pomaga, ja ne vem, mogoče bo, mogoče ne. Verjetno neke informacije sicer lahko poberem, večino pa ne, ker je pač tukaj mentaliteta bi malo drugačna. In to je ena taka pomembna zadeva. Potem so napačna pričakovanja, ki si jih postavimo. Tudi jaz, ko sem začel ustvarjati nek spletni prihodek, so bili moji cilji iz nič na 10 ur na mesec, pa potem bi šel kar na 50 ur na mesec, pa na 100 ur na mesec, pa sem rekel, pa sem pa malo stavil, pa šel malo na dopust, pa tako naprej. Zakaj sem do teh pričakovanj prišel? Tukaj sem jim drugi pokazal, torej strokovnjaki tuji, da se to da narediti. Pokazal so svoje zgodbe iz nič, pa kar nekaj bil pri 10, pa pri 50, pa pri 100 in pa še kar rastam. In jaz sem se to glavo, ker sem tako dokaj dojemljiv takrat za te zdajle, sem se to glavo odcepil in sem rekel, ok, da se, sem se motiviral, dajmo, ne? In pa se dogaja nič, pa nič, pa nič, pa nič, pa nič, in pa preda dvom, ne znam, nisem sposoben, in se ostalo zdajle in pa sem skoraj da nehal, ali bo da nisem. Tako da tle, ko začnete si postaviti prava pričakovanja, kakšno so povem kratkem. Potem tudi napačen časovni okvir. Velikrat vam se pravi, vam bo kdo pokazal tako krivuljo. In ta krivulja je ful lepa, samo da pač nikoli ne boste videli. Tudi jaz se nisem videl in ne poznam nobenega, ki bi videl na ta način. Hockey stick se temu reče. Tudi spletni zaslužek, pa karkoli delate preko spleta zahteva ogromno časa. Ogromno časa. In delal sem veliko poklicev, še preden sem začel v bistvu s svojimi firmami. In v bistvu je to, kar zdaj delam, se pravi blog, svetovanje in tako naprej, daleč najtežja stvar, kar sem delal. Ne, ni fizično najbolj naporna, verjetno tudi ni psihično najbolj naporna, ampak toliko ene širine, ki moraš tukaj vedeti, toliko enega znanja, ki moraš tukaj imeti in potem to vse združiti, to nekako pije vodo, ogromno investirati in časa in denarja je precej zahtevno. Potem je pa še faktor časa, ker rabite kar ogromno časa, da se sploh karkolično dogajati, da vidite kakšne bolj rezultate in ta kompleksnost je potem rezultat tega. Ok, to sem že omenil, spletni prihodek, versus spletni zaslužek, ogromna razlika. Jaz v bistvu, ne vem, letos po maj sem ustvaril že, ne vem, $500 000 pasivnega spletnega prihodka. To je tisto, ko samo od sebe deluje. Kako? Bom povedal. Ampak zaslužka pa ni popolnoma, približno. Mogoče da je bilo recimo 20% tega. Pa še to sem potem reinvestiral, pa ljudi zaposlil, pa tak naprej. In bodite na to dvoje pozorni. Sploh, ko vam bo karkoli predaja, kakšno znanje, bodite specifični. Ali govorimo o prihodku ali govorimo o zaslužku. Ker s prihodkom pomembno se ful lepo sliši, 100 evrov, 50 evrov pa predvsem manj lepo. Še vedno ne bom pa predvsem manj. No in to sem prekratko dobil to vprašanje, pa sem ga mogel dati gor, ker se mi zdi tako zelo tipično slovensko razmišljanje.
Zdaj, če sem res tako uspešen, zakaj sem potem ne vozim z BMW M5, zdaj, jaz sem sicer takrat rekel, ker nočem takega DMV plačati, ne? Pa so me pa vsi tako odgovorili. Seveda, da se ne vozim z BMW M5 prvi zato, ker mi ni všeč avto, in drugi zato, ker je to predrag avto, ki mi je to daje, ne? Ker sem začel 2016 v drugi polovici spletnim poslom, ne? Eno leto se ni zgodil popolnoma nič in še v drugi polovici 2017 so začele zadeve rasti, ne? Zakaj sem dal to vprašanje gor? Zato, ker karkoli boste začeli delati na spletu, sploh, če so te snemali, ali pa kakšne vsebine pisali, ali pa prav biti na kakšen koli način malo provokativni, ali pa kakšne informacije dela ven, pričakujte takšna in še bolj neumna vprašanja od vaših najbližjih. To je pač del tega, ne vas to nastavi, ne se tega bati, je pa pač to nekakva realna slika. Ok, zdaj 3 koraki do spletnega procesa. Ko sem pripravil to predavanje, sem nekako razmišljal, kako vam dati čim več uporabnih informacij, da boste dejansko vedeli, kaj vse se da narediti in kako do tega prideti. In sem pripravil v bistvu 3 korake. Prvi, čist simpel, identifikacija možnih oblik zaslužka. Zakaj sem dal napisaj? Enostavno zato, ker nekako to točko si kdo kar izpusti, kar preskoči. Ker misli, tle vse ve, da ima prave informacije in potem gre kar pripraviti neko analizo, pa strategijo, kako se bo lotil nečesa in potem je že kar plan in zadeva se že odvije. Se pravi, ker se tle nekdo odloči, kaj bo naredil, že ima čez en teden že spletno stran postavljeno, Facebook že laufa, Instagram že laufa, glasi že laufa, čez 14 dni že ima prvo predavanje in čez 2 meseca že upa, da bo ne vem kaj ostalo. Začne se pa tle. Zelo pomembno zadeva. Kdo že ustvarja kakršenkoli spletni prihodek, zaslužek, karkoli? Zdaj sem tle naštel, bom kar pokazal vse pa šlo čez, nekih najbolj pogostih oblik spletnega zaslužka. Affiliate marketing, to pomeni, da nekdo promovira nek produkt ali pa tudi neko storitev in potem prejme provizijo od prodaje, ki se zgodi preko tega. Se pravi, razni slovenski estradniki in estradnice velikrat promovira kakršne koli produkte, recimo kremice za gubice in tako naprej. Spodaj so linki do teh produktov, ki peljajo na uradno spletno stran teh blagovnih znamk. Kdo klikne na ta link in potem kupi ta produkt, bo ta oseba potem dobila neko provizijo od prodaje. Provizijo se pa od 5, pa tudi do 40%, celo 50% se da dogovoriti z nekaterimi firmami. In to je največja oblika spletnega pasivnega zaslužka. Največja v globalu. Potem imamo prodajo knjig, audioknjig, e-knjig, zelo super posel za prodajati preko spleta. Ne rabite nič drugega, kot da spletno trgovnico, v principu, produkt, oglase in zadeva se lahko. V bistvu osnovi so vzpostavljene za to, da se še prodaja. Tudi freelancing je nekaj vrste, bomo rekel, spletni zaslužek, ki se pravi, izvajate razne storitve za podjetja, pač preko spleta. Ne vem, se ukvarjate z dizajnom, delate, ne vem, email marketing, Facebook oglaševanje, lahko delate preko spleta. Ste, ne vem, v customer supportu za kako podjetje delate isto preko spleta. Vse, kar rabite, je v bistvu računalnik, dostop do interneta in tako. Lahko delate kjerkoli želite, kadarkoli želite, razen če se pač, oziroma koliko se pač dogovorite. Coaching in spletni tečaji, super zadeva v porastu. Se pravi, to, kar delamo danes tle, bi lahko tudi naredili preko spleta. Nek webinar se Tomaš to že redno izvaja, oziroma je izvajal. Se pravi, veliko izobraževanja se dogaja izključno preko spleta. Zakaj je to super? Zato, ker lahko vi kot uporabnik dejansko neke vsebine si večkrat pogledate, kadar pač vam paše, kadar imate pa čas za to, lahko greste nazaj si pogledati. In na drugi strani, kot ponudnik teh storitev, je to en tak zelo lep posel. Prodaja fotografij, video vsebin, ne vem, koliko to kje poznate, to delamo, se pravi, marsikaj fotograf v Sloveniji, v bistvu fotka za stranke, razne pač zadeve, od pisarn, do skladišč, do nekih procesov in tako naprej. In hkrati te fotografije in video vsebine, ki se tam ustvarja, prodaja preko spleta. Zdaj, če veste, če ste v zadnjih letih
kakšne slike malo izgubljali, veste, da je veliko zaklenjen že, da je ogromno slik iz iskalnih ni zašlo ven, oziroma fotografij, Google pač to blokira in morate iti na tako malo stock platforme, iStock, Shutterstock in tak naprej. Zato in pač tam fotke kupiti. In te fotke stanejo od 10 pa do 30 € recimo, ne? In ta posel je porastel in to je poznam marsikega 1000 € na mesec pasivnega prihodka. Mrzlo. Ok, pa imamo dropshipping, prodaja preko Amazona pa spletne trgovine, jaz sem dal to nekako skupaj. Se pravi, ali imate svojo spletno trgovino, ali imate preko Amazona prodajate, ali pa imate dropshipping, to pomeni, da imate v bistvu svojo spletno trgovino kot tako, torej vizualno izgleda, da je vaša trgovina, ki je v zadju, torej v backendu, v samem sistemu povezana z neko večjo globalno trgovino, recimo z AliExpressom. In nekdo pride na vašo spletno trgovino, kupi izdelek, ga da na košarico, dejansko vam plača, potem pa gre to naročilo avtomatsko do recimo AliExpressa in oni poskrbijo, oni imajo zalogo, oni poskrbijo za shipping in oni potem direkt pošljajo produkt vaši stranki. Se pravi, dropshipping je nekaj vrste spletna trgovina brez zaloge. Zelo super zadeva, če vas take stvari zanimajo. Se pravi, nobene zaloge nimate, nobenega skladišča ne rabite nič, morate samo najti produkte preko spleta, platforme, ki tak način dela omogoča, AliExpress je pač ena izmed teh, ki jih jaz poznam. Se z njimi povežete, avtomatska integracija in zadeva že lahko. Imamo pa še blog, pa blog plus, zdaj sem dal plus, zato ker blog sam po sebi ne bo prinesel nobenega produkta, morate ali dejansko prodati kako vrstico gor, torej da lahko druge firme oglašujejo preko vašega bloga, ali pač na nek način monetizirati vaš blog. In isto je z blogom. Blog kot tak, torej video vsebine ne bo nič prodale, morate pač nekaj ponuditi v tem, nekaj dodatnega, se pravi, nek produkta, neko storitev, ali coaching, ali pač nekaj. In to so nekako, mislim, obstaja še več oblik spletnih zaslužkov, ampak to so nekako te, ki jih jaz zdaj poznam in so zelo popularni. Vse te, ki so boldane, s temi se trenutno ukvarjam. Zakaj je toliko dobro poznati oblike spletnega zaslužka? Zato, ker lahko znotraj ene platforme, znotraj enega projekta ali pa znotraj ene blagovne znamke dejansko ljudem ponudite več stvari hkrati. Vi lahko imate blog, pišete o čemkoli, tako recimo Tomaš, eno spletno zaslužko, pa zraven naredite video, se poznavite, date video na YouTube recimo, pa dobite nov kanal za promocijo. Noter date mogoče affiliate marketing, prej Tomaš omenil par produktov, ki jih uporablja za rangiranje na Google. Evo, lahko bi dal noter linke, mogoče se domaš. Affiliate linke, kdo kupi, klikne na to povezavo in kupi nek produkt, preko recimo Tomaža, potem bo Tomaš prejel neko provizijo od prodaje. To lahko noter ugradi v isto vsebino. Evo, knjige imamo tle. Na isti vsebini reče, by the way, če bi radi imeli knjigo, je tam noter povezava, se tako začne knjiga prodajati, lahko zraven sporedno. Potem imamo coaching, danes je to neke vrste coaching, pač ni preko spleta, pač uživo, oziroma je za neke vrste dogodek, lahko se to proda in vse to torej 1, 2, 3, 4, 5, 6 stvari se lahko dela hkrati znotraj enega projekta. Zakaj je to dobro? Zato, ker pač kar naenkrat se vam pojavijo več kanalov za promocijo in več izdelkov, ki lahko naenkrat prodate. Če eno zadeva ne lapa, bo mogoče druga, če druga ne lapa, mogoče tretja. Mogoče bo več stvari hkrati lapa. Pri meni se pogosto zgodi, ljudje, ki kupijo preko mene nek produkt, potem kupijo tudi spletne tečaje. Zakaj? Ker vidijo, da promoviram dobre produkte, zaupanje se vzpostavi in bolj je zelo lahko prodati spletne tečaje. In to morate imeti v prvi fazi zelo dobro, oziroma poznati, vedeti to, kaj to postaja, kjer oblike spletnega zaslužka in na kak način se da to potem v praksi vzpostaviti, narediti nek sistem, ki dejansko deluje. To je primer mojega bloga, Your Inception. Zdaj, kaj boste tukaj videli? V bistvu vse te oblike spletnega zaslužka združene v eno praktično. Tukaj vidite Qualia Focus Review. Se pravi, gre za review enega produkta, prehranskega dopolnila v bistvu.
Se pravi, tle noter morate vedeti, če gre za review, če jaz ocenjujem nek produkt, da je noter verjetno povezava, kjer lahko ljudje ta produkt kupijo. In kolikor je pri meni neka povezava, je zraven tudi affiliate link, pomeni, kdorkoli bo to kliknil in kupil, pomeni, da dobil provizijo od prodaje. Se pravi, imam blog, imam affiliate marketing. Tle je e-knjiga, brezplačna. 7 na svetu, kako izboljšati fokus pa spomin. Vsak, ki to e-knjigo brezplačno domov si prenese, prije v neko avtomatizacijo e-mailov, 10 e-mailov sem mu sprožil v roku 14 dni in mu probam prodati spletni tečaj, ki sem ga pripravil zadnji. Spletni tečaj pa lahko 10-krat povečati svojo produktivnost. Znotraj teh vsebin, celo tle je gumbek, so še video vsebine in vse to je dejansko zapakiran znotraj enega projekta, znotraj enega brenda, znotraj enega bloga. Vse te oblike dejansko promocije in spletnega zaslužka. Zdaj, ko vidite, po te osnove veste, da te rekel, cool, jaz bi pa rad se ukvarjal z affiliate marketingom. Zanima me, ne vem, zdrav način življenja ali prehranjevanja, cool, gremo v to tematiko. Veste, da je predstavljal par, da pač affiliate marketing je tista oblika spletnega zaslužka, ki vam je najbolj zanimiva. Morate potem pripraviti analizo in pa strategijo. Zdaj, prva stvar, ki se tle pojavi, je ali iti v tematiko, ki prinaša denar, ali pa tematiko, ki vam je pa zanimiva in da poznate. Jaz sem se tle ostavil ful časa in tudi vi se dajte. Zakaj? Ker ogromno tematike, jaz sem dal celo pa en link, ki lahko domov zastonj, ki lahko v roku parih mesecev dejansko brez težav ustvarite nek pasivni prihodek. To ne pomeni Jurija 2,50, ampak govorimo od 100 do 500 evrov, garantiramo. Ampak, a vas te tematike res zanima. Največ težava pri teh tematikah, ki izključno jih se njimi ukvarjate, zato ker prinaša nek prihodek, je to, da ta motivacija ful ne traja dolgo. Imate motivacijo 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, nekaj dobite in pol pade. Zato, ker sem rekel štartu, da je ful zajeban ta posel. Res nisem. Moj nasvet je, pejte v tematiko, ki vas zanima, ki jo dobro poznate, o kateri veliko berete, imate veliko znanja, vas res greste v nedeljo zjutraj po 8, ki se zbudite, greste o tem brati. Tudi, če mogoče ne veste, kako bo v štartu zadevo monetizirali, pa dejansko ustvarjali nek prihodek, raje začnite s to tematiko, če mislite delati na dolgi rok, če mislite nekaj resen posel vzpostaviti. Če vam je pa to samo kot nek dodaten 100, 200, 500 na mesec, to, da se malo pošpilate, pa vidite, kaj se zgodi. Malo pa lagate to tematiko, ki je izključno zaradi denarja in to je to. Ampak ne vas opozorim, res verjamem, da je množdo z vas precej malo uspešno kariero, tako drugače. Sami dobro veste, da na dolgi rok denar ni dobra motivacija. Zdaj, druga stvar, ki je, najdete morate neko mikronišo. Zdaj, če me to vprašam, ali je 2018 leto še primerno za bloganje, ali je 2018 še primerno za to, da greste na YouTube, da odprete svoj Instagram račun ali pa Facebook, kljub vsej konkurenci. Absolutno je. Zakaj ne bi bilo? Vse več ljudi ima dostop do interneta, vse več ljudi ima dostop do YouTubea, zadeve rastejo, sicer ne eksponentno, ampak konstantno. Ampak, dobro začeti neki mikroniši. Mikroniša ni zdrav način življenja, mikroniša ni zdrav način prehranevanja, tudi ni, recimo, veganska dieta. Mikroniša je bila, recimo, veganska dieta za starejše športnike. To sem se zdaj zamislil. Se pravi, znotraj neke male niše najdete neko mikronišo, v kateri je zelo malo konkurence. Namreč, če boste vi v tej mikro, pa če tako pa še ne mikroniša, moč kaj boljši izraz, postali močni, lahko začnete potem se širiti. Se pravi, govorite o veganski prehrani za starejše športnike, pa greste potem za mlajše športnike, pa greste veganska prehrana za, ne vem, poslovneže, pa greste potem počasi prijeti do tega, da ste strokovnjaki, recimo, v veganski prehrani. Primer, to je zdaj čisto tak. Tukaj sem dal eno povezavo, kjer lahko zastonj greste gor in si potegnete, mislim, da 2000, ali koliko je zdaj, vse to se konstantno spreminja, niš, torej teh mikroniš,
ki ima dejansko potencial, da ustvarite nek spletni prihodek. En strokovnjak se s tem ukvarja, piše, konstantno raziskuje in on tam zastonj da mikroniše, ki so premalo raziskane, ki imajo iskanja, ki imajo pač potencial, da se razvijajo in se da tam nekaj ustvariti. Pa se da s tem mikronišem, rečemo, če zakupiš domeno, če slučajno še frej. To je to, kar Tomaš rekel, v teh nišah se da zelo hitro priti na Google. Jaz sem napisal review enega produkta 2016 julija, to je on, ker sem prejšnje velike prodajem pokazal. Julija 2016 sem napisal, v enem mestu sem bil na prvem mestu globalov na Google, na google.com v ZDA, na prvem mestu. Takrat je bilo iskan mogoče, 50 na mesec, pač če sem tem začel. Zdaj je pa tek iskan, 5 na mesec. Točno tega keyworda, pa podobnih keywordov, pa primerjav še 5 na mesec, in so še kar prvi. In me noben ne bo dal zbil, ker ne bom drugi. To je moj predlog. Lahko greste na večje niše, če imate zadnji, če ste, imate nek kapital, ki ste ga pripravljeni investirati. Če imate velik budget za vprašanje, ok, pejte. Ampak za večino to ne priporočam, ker pol se špijate z velikimi firmi, blogerji in tak naprej, ki imajo velike ekipe zadnji, ogromne vložke, takšne mislim za marketing predvsem in še lepo vidite, ki prijete na njihov nivo, kaj to pomeni, mislim, o čem s kakih številkah se pogovarjam. Zdaj Tomaš je rekel prej govoril enim produktov, torej za SEO za $5 na mesec, recimo jaz tam 500 do jurja na mesec plačam samo za vse, oziroma lažem, $500, ja, tako, samo za vse produkte, ki jih uporabljam, da mi vse medijev, vsem tega. Ja, lahko bi šlo brez, ampak ko gledam, kaj ima konkurenca, ker sem pač dobil direktne podatke od največjega konkurenta, ki je 10-krat večji od mene, me kar stisnem, dobil sem okolje, in pač proba z njimi tekmovati. Tako da, to. Zdaj, naslednje vprašanje je, prek spleta, a boste probali si ustvariti nek profil na socialnih mrežih, nek močen profil na Instagramu, pa na Facebooku, recimo, lahko kje druge, recimo na Pinterestu, pa tak naprej. A boste šli v blog, a boste delali video vsebine, a boste probali vse naenkrat, nič od tega. Zdaj, to je vaša odločitev, zdaj morate malo premisliti. Ena stvar je, videi rastejo globalno. Na Facebooku so videi izredno pomembni, vsaka druga objava je praktično video, ki se objavlja. Instagram je štartal svojo televizijo, IGTV, par mesecev nazaj, bi ne bil največji konkurent YouTube v kratkem, mislim, take so napovedi. YouTube je postal drugi največji iskalnik na svetu, za Googlom. Torej, ljudje grejo, večina gre še na Google iskati neko zadevo, še dalje več ljudi gre na YouTube iskati neko zadevo. Se pravi, YouTube v hudem porastu. Zadnji podatek, ki ga imam, je, da se vsako uro 200 video uploada. Zdaj mogoče ta številka že več, 200 video na uro. Mislim, to so velike številke. Treba razmisliti, o čem ste dobri, tudi če ničem niste, kaj radi delate. In moj predlog je, da se odločite za kombinacijo dveh teh oblik promocije ali pa dveh platform. Jaz delam, torej, jaz sem zdaj že toliko časa v tem, da pač sem relativno, torej na blogu sem najmočnejši, video vsebina prihaja v zadnji, socialno mreže sem tak, torej na Instagramu delam nekaj, se trudim priti z tega povprečja ven, Facebook je v moji niši malo manj zanimiv veden in to je to. Zdaj, zakaj ne začeti z vsemi temi oblikami, ker enostavno preveč, ker boste v roku 2 mesecev pregoreli. Če morate vi pisati res kvalitetne blog vsebine, prej Tomaž govoril o času, koliko časa nekdo preživi na vaši strani, oziroma na podstrani. Zdaj, jasno vam je lahko, da je pač ta čas predvsem, mislim, tudi odvisen od dolžine vsebine. Če vsebina pač, če tam je odstatek, pač noben nima gar iskati več kot 30 sekund, recimo. In zdaj, če hočete vi neke ful dolge vsebine, kvalitetne vsebine spisati, to pač vzame svoj čas, pa naredite research, pa tak naprej. Če hočete zraven še video narediti, morate pač se posneti, praviti govor, zmontirati, uploadati, tudi če imate samo s telefona, se snemate, delate nek vlog, preko komentarjev, recimo, še vedno zahteva svoj čas, in potem morate to objaviti na socialnih omrežjih, na 112, ki ste gor, pa na podstraneh, pa mailing poslati, pa glasno narediti, pa partnerim poslati, pa tak naprej,
in pa gre en teden pol za eno tako vsebino, ali pol tedna pa sigurno. Ne? Zato v startu mogoče res se fokusirajte tam, kjer ste najboljši, ker vidite vi največ potencijala, ker je mogoče najmanj konkurence. Recimo v moji niši na YouTube je zelo malo konkurence, zelo malo. Jaz vse, kar objavim, imam kar takoj par 10 ogledov na dan, ni velik, par 10 ogledov na dan. Natalija Medbot ima na zadnjem videu spati pol milijona, ampak govorimo o tej niši globalu, je to ogromno. Tle morate vedno, mislim, tega nijam napisanega, relativne številke gledati. Ne gledati absolutno. Ne gledati puno ljudi, ko imajo milijon subscriberjev na YouTube, pa ko imajo 10 milijonov ogledov. Jaz sem zdaj z enim Slovencem skupaj iz Ljubljane, oziroma iz okolice Ljubljane, ki ima YouTube kanal, ki ima pol milijona subscriberjev, pa 300 milijonov ogledov vse skupaj. Dečko zasluži 60 000 evrov na mesec, pasivno, nič ne dela. Vsaj kar je naredil, s temi videli ste bili. 60 000 evrov. In sve rabo svoj čas, da prije tega. Ko imaš blog, imaš kaj druge, naj je rekel fokus, YouTube in da je nič druge. In to me zanima. Tako da, imejte to v tej fazi v mislih. Zdaj, ena dobro orodje je in za raziskav, in za, bom rekel, zato, da dobite čim večji doseg, da dobite tudi backlinke, torej povezave iz drugih strani na vaš blog, če imate blog, je BuzzSumo. Tudi ta ni zaston, nek mikroplan, mislim, da stane $40 na mesec, za začet. Kaj je poanta tega orodja, zelo priporočam, če boste šli v blog, ali pa če ne veste točno, o kateri niši, ki je tista niša, kjer se vi vidite, da v bistvu naredite research, vtipkajte noter vašo ključno besedo in vam vrže vso vsebino, ki je bila spisana v zadnjih mesecih na to znotraj te vsebine. In pa lahko vi delite to vsebino potem, kolikrat je bila deljena, ali pa koliko pa nekih lajkov, koliko pa nekega engagement ta vsebina, in na podlagi tega lahko hitro ugotovite, ali ima ta niša potencial, ali pač ta niša nima potenciala. Naprimer, jaz BuzzSumo uporabljam predvsem zato, ko delam novo vsebino, ko pišem nov blog, grem pogledat keyword in pa pogledam, kakvi so bili recimo naslovi, ki so jih pisali, tisti, ki so bili najboljši članki, kakvi so bili naslovi, kakvi so bili ti članki dejansko spisani. In probam ugotoviti formulo, zakaj je nek članek bil tako dober. To je ena taka v tej fazi, tudi zelo prije prav v fazi planiranja. Ok, ključ do uspeha v bistvu na spletu je, da pripravite najboljšo možno vsebino. Najboljšo možno vsebino. To pomeni, imate najboljši blog, imate najboljše objave na socialnih mrežah. To je vaš cilj. Jasno? Začel boste tu. Najboljše pa tam gor na vrhu. In boste šli step by step. In če boste šli slučajno pale najbolj zaketsko za res moje YouTube videe gledati, boste videli prvi YouTube video, ki sem ga objavil na YouTube, katastrofalni. Meni še zdaj nerodno, ampak je gor, ker mi pač oglede prenašam in noče da tam, ne? Ampak ta video, ki je objavljen, gor je že tam nekje na pol poti. Predtem pa še vsaj 10 video, ki so bili bistveno slabši od tistega videa. Pač tako to poteka na spletu, pač step by step. Ne morate kar naenkrat imeti pa najboljše vsebine, ampak je pa to cilj. Namreč, ko imate najboljšo možno vsebino, bodo ljudje radi z vami sodelovali, bodo ljudje vam radi dali backlinke, bodo ljudje takoj za neka partnerstva se lahko zmenili. To bo zelo simpel. Jaz dobim na teden, dobim 3 produkte, povprečje 2 do 3, torej te produkte za narediti review oziroma za dati svoje mnenje in potem napisati vsebino. Začel se je znič, pisal sem firmam ameriškim, kanadskim, angleškim in evropskim, dejte mi poslati, jaz bi to delal reviewje za ston, ni panike, sam zmenim vse, noben mi hotel poslati, nič nisem videl. Zdaj se pa obrnila zgodba. In zdaj mi konstantno pošiljajo, zdavčno sem skozi navezi, ker mislijo, da importiram zdravila, so prehranska dopolnila, ampak v Ameriki je to malo drugače v Evropi, tako da imamo skozi te probleme, zdaj razpravi čez mejo. Ampak konstantno pošiljajo, prosijo, zadnjič sem dal ceno, ne vem, $500 za review, potrdil, plačal. Jaz sem probal, prvič v live, nikoli nisem prej, vedno sem za 100. Sem začel razmišljati, če sem toliko, imam nek tak doseg, že mogoče ko to plačam, evo so plačali. Samo zaradi tega. Ker kdo vidi moje ime, Grega Gostinčar, je problem. Ko vidi, skot prehajam, Slovenija, je problem. Ko vidi, kako govorim anglešk, vse so Kanačanke se pomagali, ampak ne tok, je problem. Ampak ko vidi, ko imajo vsebino, reče, kul, pa dobro.
Še ena zadeva, po tej fazi se splača mogoče ne ravno narediti, ampak vsaj razmisliti o tem, nek prodajni kanal, sales funnel, se temu reče po angleško. Verjetno ste 100-krat videli te jake, ko vam jih nariša še to malka, verjetno samo za knjigo. Ne? Eno tako orodje je ClickFunnels. To je po mojem mnenju najboljše orodje za izdelavo kanalov na spletu. Zdaj, brez skrbi, tle ni affiliate linkov. Če te tle kaj kupil, neč nobene probleme. Sistem zelo simpel, v bistvu namenjen predvsem izdelavi teh prodajnih kanalov. Se pravi, imate neko e-knjigo brezplačno, ljudi pripeljete gor, ljudje subscribajo, vam dajo mail in potem jih peljete in prodajate pač produkte, ki jih pač hočete prodajati. Imate spletni tečaj, lahko preko tega orodja naredite. Zdaj sem vam več o tem govoril, ker smo omejeni s časom, ampak pejte čez, pogledajte si ga, čudovito zadeva, pa Sloveniji zelo malo ljudi to uporablja. Ne vem sicer zakaj. Ok, v tej fazi se splača tudi vzpostaviti nek osnovni email marketing. Zakaj? Zato, ker takoj, ko imate prvo vsebino, vam ljudje že lahko pustijo svoj kontakt, svoj mail. Maili so tle vredni ogromno, res veliko. In prej, ko začnete na tem delati, boljše je. Jaz sem 1 leto rabil, da sem začel maile podelati. Vse ostalo bilo prej v moji glavi, kak narediti najlepšo najlepšo spletno stran, ki je bila katastrofalna, še zdaj ni lepo, ne? Kako vse skupaj izpostaviti, dogovarjal sem se s podjetji, pisal sem review, čisto sem angleš, itd., ne? Vse to je šlo čez. In če zdaj 1 leto me en kolega spomnil, ko imaš pa kaj mailov, pa sem rekel 3, ne? Pač 2 svoja tesna, pa punce. Ok, je rekel, to naslednja točka. To se splača v tej fazi narediti. Zdaj, remarketing oglaševanje bolj v smislu, da razmislite, na kak način boste oglaševali, preko katerih kanalov. Toliko, da veste, kje morate biti prisotni, oziroma kje se vam splača biti prisotni, kje je vaša ciljna populacija, kje so vaši potencialni kupci stranke. To je dobro v tej fazi vedeti. Potem pa še monetizacija. Večina ljudi začne, sploh tisti, ki jim je cilj zaslužiti, s tem. Ok, hočem zaslužiti toliko pa toliko na mesec. Cool. Hočem preko affiliate marketinga. Ok. Hočem biti v tej pa tej tematiki, ki me ta zanima, pa se mi zdi, da da prodajati. S tem začnemo. In potem v bistvu zdaj padejo vaš takoj, ker je tam 1000 konkurentov, pa to si dela na isti način, pa v bistvu napačne točke so bile v štartu vzpostavljene. Jaz bi rekel, da monetizacija pride na koncu tega. Torej, ko imate nek plan že narediti, morate se vprašati, na kak način boste nekaj zaslužili. Tle ne govorim o zaslužku zato, ker je to vaš končni cilj, ampak zato, ker morate zadeve vzdrževati, če drugo ne. Tudi če to delate samo pasivno, popoldne, večerji, čez praznike, vikend in tak naprej, nekaj revenue je fajn, tudi ker imate neke stroške. V osnovi imate saj domeno pa gostovanje, morate plačati kar ni tak, kolikor se malo bolj resno lotite, imate takoj 200, 300, 500 evrov lahko na mesec stroškov. Od orodja za SEO, pač to imaš enega predstavo, jaz imam še malo bolj naprednega, ker pač delam v tujini, pač to nekako pomembno v mojem primeru. Orodja na YouTube, da bi spremljal analitiko, itd. Pač teh orodje ne kupa. In 500 evrov na mesec ni, pač 500 evrov, če vam toliko stroškov, pač bi reca to kot nazaj dobili. Zdaj po štartu tega ne boste dobili. Potem mogli pač žepa zdaj, da pa izplačal, tega pa noben noče. Oziroma, en mesec je cool, 2, 3, 4, 6, je pa že problem. Zato je fajn še prej, da se lotite dejanskega dela, da o tem razmislite. Da boste vedeli, na kakšne načine vse lahko vi ustvarite nek spletni prihodek, pa boste pa videli, da to dejansko se da, tako ste si zamislili, ali ne, pa pišete alternativne načine. No, in zdaj, potem se še postavite konkretne cilje, to je pa čist tak goal setting, čist iz psihološkega vidika. Bolj so konkretni cilji, pač lažje vam to. Do konca leta hočem imeti 1000 subscriberov na YouTube, do konca leta hočem imeti 10 000 bralcev na blogu, itd. Ne bom o tem preveč zgubil časa, ampak pri teh zdajlah je to, torej pri spletnem zaslužku je to zelo pomembno, ker vas lahko hitro zanese. Kako vprašanje do zdaj? Ok. Strategija je... Nič ne vemo, zato ne bomo kaj vprašati. Prosim? Ja, jaz nič ne vem, pa niti ne vem, kaj bi vprašal. Bomo še pojati. Dobro. Se pravi, zdaj imate neko osnovno strategijo pripravljeno, zdaj bi pa radi ta plan izvedli.
Zdaj, ena stvar je, ko se vam bo takoj po štartu pojavila, je to, da boste enostavno bo preveč opcij na razpolago. Preveč blog, če boste pisali blog, boste imeli kar naenkrat 100 različnih vsebin, ki jih lahko spišete. Ker ideje bodo kar prihajajo. Boste eno večer bodo dobili drugo, pa boste drugo, pa tretje, pa kar naenkrat bo 50 pa 100 idej. To se zgodi čez noč. Mislim, to je res, ta seznam se vam pač podrešuje. Zato pride tle v igro to Paretovo pravilo 80-20. Se pravi, porabiti 20% časa za tiste zadeve, ki vam prinašajo 80% rezultata. Kaj to v praksi pomeni? Če imate blog, začnete pisati tisti blog, ki ima določeno število iskanj, za katere smatrate, da lahko prijete visoko na Google. Zdaj, če to začnete iznuljati, po mojem je to tam 100, 200, maksimalno 500 iskanj na mesec. Se pravi, zberete tisti blog, ki ima do 500 iskanj na mesec, ne več kot to, pa ne zberete ki ima 50 iskanj na mesec, ker je premalo. Ker mogli boste uporabiti pa isto časa za onega, ki ima 50 iskanj na mesec, pa za onega, ki ima 500 iskanj na mesec. Tle ni nobene razlike v času, ki boste v principu, ki boste mogli porabiti za neko vsebino narediti. Če imate vlog, delate, če delate video za YouTube, identična zadeva. Imate video, ki ima na YouTube, to pa toliko iskanj na mesec, lahko ima zopet 500, ali pa 5 video iskanj na mesec. Identično časa boste v principu uporabili za 2 videa. Za katerega se odločili, za tistega, ki ima boljši rezultat. Mislim, ki vam lahko prinese več vredno. In pri spletnih zadevah morate tega se res vsak dan spomniti, ker kar naenkrat boste res preveč dosegli. To se pa kar razpele se v bistvu. In tudi jaz včasih pozabim, pa sem moral opomniti, ker sem prezasičen z delom. Ok, pa imate dve opciji, kvaliteta ali pa kvantiteta. Da ste rekli, da ni to, v bistvu, si ja prej rekel, da moraš imeti najboljšo možno vsebino. Ja, res je. Ampak lahko v teoriji tudi špilate predvsem lahko gledate na količini video vsebin, pa mogoče niso najbolj kvalitetne iz stališča same izvedbe. Če gledate recimo video od komentarja minute tega vlogerja slovenskega, verjetno večina vas pozna, ki govori o avtomobilih. Pač njegovi vlogi so izredno dobri, izredno zanimivi, ampak v bistvu večina drugih youtuberov dela precej bolj kvalitetne videe. Večina tudi dela boljše videe, torej v podobnih nišah pa tak naprej. Večina ima kamere, on ima telefon, večina ima profesionalni zvočnik, on tega nima. Večina ima še neke mini lučke si postavlja, on tega nima. Se pravi, treba je to definirati, kaj danes pomeni kvaliteta. To pomeni, da imate zadnji neko ekipo snemalcev, ki hodi zraven pa vas konstantno snema na vsakim koraku. Ali to pač pomeni tudi, da enostavno zadeva zgleda cool, dodelana, ampak mogoče iz kvalitetnega stališča ne na najvišjem nivoju. Imate pa druga opcija, tako ta youtuber, o katerem sem prej govoril, slovenci, ki ima pol milijona subscriberjev, njega pa kvaliteta ne zanima. On pa dela razne videe, neke kompilacije, nekih smešnih zadev in tako naprej. Zdaj snema neko mat, naredil je labirint v masi in v labirintu dal svojo mačko. To bi se lahko Tomaš ja povezala mogoče, ker imaš preveč muzika. In snema to mačko, ki hodi po labirintu in pride do različnih točk noter. Zato rekli, kdo to gleda, pač Američani gleda to. Niso čist mahljeni, čist mahljeni. In ti videi so izredno najkvalitetni. To je s telefonom posnet, to so takve slike, samo interes, pač res ni na nobenem nivoju. Ampak on mora v tej fazi samo čim več teh video posnet, ne da njega samo to. Z določenimi keywordi in to je to. Ima pač take oglede in ker pač služi za oglase, ki se vrtijo na njegovih videih, pač zasluži nek denar, da ga večina ljudi niti sanjati ne more podobno. Izvolite. To vprašanje, gospod Pravoglasnik. Koliko je zdaj YouTube postavil meja, da sploh lahko monetiziraš? A je še 10? 4000 ur ogledal. 4000 ur so že dali? Ja, pa 1000 subscriberjev. Tako. Jačajo. Ne samo bomo takrat, ko so začeli to uvajati. Ja, to bo. Pa so pa nekih $75. Ja, to bo. Spomni pa še zmeraj en video, ki čist brez veze ogledanost, da bo boljšem pošel. Pa imaš pa možnost, da to izkoristiš. Tako da ja, vse je to za premisliti, ne. Ni nujno pravilnega odgovora. Jaz pravim kvaliteta krat, kvantiteta prinesla najboljši rezultat, ampak so pa pač specifike od tega, pač s čem se pripravljajo.
Zdaj, v neki fazi boste naleteli, torej najprej boste imeli ful vsebin za spisati, pa boste ful pisati, pa video zaposliti, ne? In teh idej bo vse več. Pa boste pa nek tak drobel, nek tak strop, bi temu rekel, kar naenkrat, in bo idej zmanjka. Ali boste note vedeli, a bi to, a ste že to daj pisali, ali pač enostavno boste malo te kreativnosti izgubili, malo motivacije in tako naprej. Sklepam, da se to zgodilo, vsaj pa meni se. Oziroma, letni blok za zimska, ne? Vam bo pokazal, koliko je tam nekih keywordov, koliko je enih iskanj te ključne besede. In jaz sem gotovil prvič, da je to ful dobro rodje, kadar brainstormam pa iščem nove ideje, ne? Ker pač hitro pogledam, koliko je teh iskanj, se to meni splača pisati. In druga zdajva je, ker včasih vidiš neko take čudne ideje se ti porodijo, ne? Ker vidiš nek ključen besedo, v kateri bi mislil, da nobene iščanje, tako sem zadnjič pisal nek Lion's Mane Mushroom, pač neka goba je, pač prehransko dopolnilo v bistvu, čisto iz tradicionalne kitajske medicine prihaja. In sem mislil, da te nobene pišejo in bo kar en kupaj iskanje, sem slučajno to videl. Tako, to je ena tako rodje dodatka za marsikaj. Ok, potem v tej fazi je ena pomembna zadeva, danes pa ima časih knjiga toliko, pa manj so nekaj govorili, povezovanje z influencerji. V bistvu tudi s Tomažem poslan povezala, mislim, nekako Tomaž je prišel na moj event, jaz pa me povabil na njegovega, ne. Je v primerjavi z mano Tomaž v bistvu precej večji influencer kot jaz. Zakaj je to dobro? Zato, ker vam lahko influencerji pač to vašo vsebino, ki jo spišete, ki jo pripravite, pač delijo naprej s svojim sledilcem. In ti influencerji, morate vedeti, ima izredno moč. V bistvu zaupanje njihovih sledilcev teh influencerov je ogromno. Mislim, če so pravi influencerji, torej da dejansko dela dobre vsebine, ne? Zopet, če dam primer komentarja, če bi on objavil, kaj sem, da gre kupiti nek hladilnik Gorenja, ne? Recimo, pa pove, kjer model tega hladilnika, ne? Jaz vam povem, da bi vsaj ne 100 žen šlo po ta hladilniku, naslednjič podrabil, ne? Pač taki influencer pa govorijo o avtomobilih, pa ne govorijo, ne? Da pa da bi govoril o hladilnikih posebej ali pa neke tehniki, pa to bilo pa tega še več, ne? In ti influencerji imajo izredno moč v določenih nišah še to večjo. In če se vam spet z njimi povezati, dokler niste vi influencer, ne, dokler ste vi tisti, ker se prva postati influencer, vam lahko tle pomagajo. Zakaj bi vam pomagali? Ja, prvi zato, ker jih bodo mogli plačati nekaj malega. Če pa ne plačati, pa vsaj v bistvu bo oni videli nek interes v smislu nekih brezplačnih vsebin, ki jih lahko vi za njih pripravite. Jaz sem se zdaj dejansko sem se povezal z enim lastnikom ene firme iz Finske, ki mislim, da dela 50 milijonov evrov na leto prometa. Neke razne, zopet, v bistvu ima nadomestila, torej neke praške, ki delujejo kot nadomestki obrokov. Zelo taka napredna zadeva, ni to nek Herbalife. In v bistvu sem se z direktorjem povezal in bom jaz za njih eno vsebino spisal, dobim seveda backlink lepo nazaj, plus neko partnerstvo bomo verjetno sklenili. On je pa v bistvu influencer, direktor firme, lastnik firme pa influencer, ima svoj kanal v bistvu. Tak, tudi to je davni pomislim. Zdravi. Hvala. In pa še potem, mogoče v tej fazi zadnja stvar, za katero mislim, ste že 100-krat slišali, pa še 100-krat bote, če te prišlo kakršno komaj predavanje, bo to nekaj napisano, ustraja. Jaz sem prvi blog napisal julija 2016. Decembra 2016 sem imel, torej v decembru, sem imel 3 ljudi na svoji strani daj, cel mesec. 2 od tega sem bil jaz, pa ena moja mama. Ali pa oče, zdaj ne vem, da je bilo, ena te dveh. In takrat sem bil, pa ko sem začel delati, sem se ful učil. Kupil sem spet tečaje za SEO, pa za WordPress stran narediti, pa koliko backlinka narediti, pa vse to. Nič se ni zgodilo, popolnoma nič se ni zgodilo. In decembra sem rekel, tam je 15. Tu nekje sem rekel punci, da bomo zaprl svoj blog, da bomo gasili in da pač zadeva ne deluje. Kaj sem mi rekel, itak se vidi, ne znam angliško dovolj dobro, itak se vidi, nimam predpostavljene opreme za snemati, itak se vidi, nimam dovolj budžeta, pač nisem me za to, ne? In ona je rekla, ok, a imaš kakaj stroške, če ti blog sam od sebe laufa naprej? Sem rekel, ne, domeno imam že kupljeno, pa gostovanje imam do junija kupljeno. Je rekla, ok, pač imej saj
online, pa se nič ne stane, če zdaj gor. Nisem pač pustil gor. Januarja 2017 dobil na PayPal $30. Jaz grem gledat in nisem uspel ugotoviti, odkot je teh $30 prišel. Enostavno, pisali je ime firme, ampak jaz te firme nisem poznal. Šel sem googlat, pa mi ni uspel priti do koliko je ta firma, s čem je povezana. Nisem, ok, verjetno sem se zmotil, ali pač nekaj sem kupil preko spleta, pa sem jih vrnil, ok. Februarja je bilo, mislim, da 50 ali pa 60, no krat 2 nekje $2 na mojem PayPal. In takrat sem rekel, ok, nekaj se tle dogaja, še vedno ne vem zakaj, ampak ful dobro, da sem me našel. Ne mi je fila, nobene panike, lahko kar rečete, ne. In pa sem ugotovil, da je verjetno preko bloga prišel. In pa sem jih kontaktiral in sem vprašal, hej, a ste vi meni ta denar nakazali? Pa ste rekli, jaz sem ti, zato ker si pač to pa to se je prodali. Pa sem rekel, aha, nekaj se dogaja. In pa je trafik na blogu večer počasno. No, od januarja 2017 do zdaj oktobra 2018 pa zadeva rasla tistih številk, ki sem prepovedal. Ni šlo tako, pa gre bolj tako, ne? Konec septembra se je zgodil tak drastičen padec, ker je Google spremenil algoritem, moja domena, torej moja spletna stran ni toliko močna, zato sem Tomaževo knjigo kupil, da lahko te zdaj boljšam še. Sem zelo močen v samih vsebinah, ampak imel sem pa zelo malo backlinkov v tej niši, ker dejansko je bilo zelo težko backlinke dobiti, ker tem noben ni pisal, ker sem pač bil prvi, ki je začel. Zdaj pa je tega veliko, zdaj lahko to, ampak sem to čisto zanemaril. Ampak kljub tem padcem je zadeva nekako konstantno raste. Se pravi, ampak začel sem pa julija 2016, zdaj smo pa novembra 2018. Se pravi, 2 leti, dobri 2 leti, 3 mesece mogoče, da v bistvu ustvarjam dovolj velik prihodek na mesec, da lahko tega brez težav živim. Torej, da to vzdržujem, ta prihodek rabim nekaj 2 uri na mesec. 1 uro, da maila govorim, recimo, pa 1 uro, da račune stavim za plačila. To je realno, to reči bi hotel. Ampak na dolgi rok se na ta način ne bo šlo. Zadaj prihaja konkurenca, če daje več vsebine za narediti in v bistvu v tej moji niši, ker sem pa sem na globalnem trgu, pač ali rastem naprej, ali pa bom počasno začel paditi. Zato sem tudi zdaj ekipo povečal naprej. Vmes sem pač rekel realne časovne pač predstave. To je recimo en konkreten primer. Od začetka, ko nisem imel nobenega znanja, do neke zgodbe, ki bi jo jaz prvič v live za sebe rekel, da je recimo uspešno. Do neke faze je. Ne, se pravi, ni bilo 3 mesece, ni bilo 6 mesecev, ni bilo 1 leto, 2 leti, 2 leti tako. In če tuje strokovnjake poslušam, bo rekel 2 do 3 leti. In to kar precej dela znam predložiti. Tako da, ustrajite. Evo, to je zdaj primer mojega bloga, homepage. Dejansko sem bil zdaj v teh revijah noter. So meni pisali, oziroma nekaj kratek prispevek je bil. Tle imam e-knjigo, ljudje lahko downloadajo to e-knjigo in pridejo potem na mojo mailing listo. Tle je moj YouTube kanal, zdaj dobijam cirka 5 subscriberjev. 5 subscriberjev na dan, cirka. In zdaj boste rekli, dečko ima 230 subscriberjev, pa nam govori, kako delati YouTube. Ja, največji influencer v tej niši ima 10 000 subscriberjev. To je zgornja meja, 10 000 subscriberjev. Ta za 10 000 subscriberjev ustvarja med 40 pa 60 000 evrov mesečnega prihodka. Ker je specifična niša, ker je ful velika stopnja zaupanja, ker so ogromne provizije prodaje, ampak zelo malo, da bi to zanima. Ne vas te številke, pa te številke ogledal, ko boste sami kaj delali, ne biti na to tako pozorni. Ja, je fajn videti trende, pa kaj dobro lapa, pa se učiti iz tega. Imate nek video, ko je dolgi 13 minut, pa vam ljudje odhaja po 2 minutah dole. Ok, verjetno se dolgočasni, ali pa nekaj se dogaja po 2 minutah. Poglejte si, kaj se zgodi. Ampak v absolutnem smislu so te številke irelevantne, popolnoma. Čisto vse ne, imate 100 subscriberjev, pa milijon subscriberjev. No, dobro je imeti milijon subscriberjev, vrajte 100. Ampak v določenih nišah je pač to irelevantno. Ali pa skoraj najpomembno. Poglejte vašo konkurenco, poglejte, postavite si zgodno možno mejo, kje je vaša konkurenca, pa si postavite paralelne cilje, pa pejte step by step. In če vam jaz rečem, da lahko s tem živim boljš kot predsednik države pa vlade skupaj slovenske, pa verjetno te številke niso tako pomembne. Ne veš ti vseh prihodkov teh ljudi.
je pa res, to je pa res. On je rekel. To morate biti malo. Oni mu bodo priznali, da je tako. Eno vprašanje. Lepo življenje, Štejemo, vidite nas. glede vse, če imaš link na Facebooku. Če je link, ja, če je video, ne. Če se video direktno uploada na Facebook, pa... Tam ne. Ne, če pa je Mislim, link, če je link gor. pa papiran, ja, pa ne. In pa ti tudi napiše v analitiki, ti piše, da je prišel ogled iz Facebooka. Ne? V bistvu podar vprašanje besede, napišete naslov, pravila so popolnoma ista, ali pa zelo podobna, kot nisem popolnoma ista, pa zelo podobna kot na Google. Ne, morate neke description napisati, neke oznake in tak naprej. Zdaj, to je ful premaj časa, da o tem govorim, ampak to da boste vedeli. Lahko imate pa ful močen Instagram profil in si z Instagrama pripeljete ljudi na vaš YouTube. Ne, lahko imate ful močno mailing listo, pa si z mailing liste pripeljete ljudi na YouTube. Kaj sem jaz naredil? Jaz sem pogledal eno zadevo, ki mi fenomenalno lapa, moram priznati. Imam tak, v bistvu, jaz tako ponad pokažem dve pusici v krogu, ne? V bistvu kaže kot nek avtomatski način pridobivanja gledalcev. Jaz sem te bloge, ki jih tle vidite, vsaj nekatere, imam vrhunske bloge, ki visoko rangirajo na Google, med top 3 do 5 pozicij v globalnem smislu. In te bloge, ki mi najboljše rangirajo, jaz za te bloge naredim video. Okay? Se pravi, ljudje, ki pridejo na moj blog, hkrati pogledajo tudi video, en del ljudi, ne vem, pač nimam točno koliko. In meni te videe naraščajo samo iz stališča tega, ker pač ljudje prihajajo na moje bloge in berejo moje bloge, kliknejo na video, pač si pogledajo video in meni YouTube zazna to kot video ogled. Posledično, kaj se zgodi, moji videi imajo vse več ogledov, YouTube jih vrže višji gor in kar naenkrat pač prihajajo tudi ogledi teh videov iz YouTubea direktno. In to poteka popolnoma avtomatsko v tej fazi. Ne za vse videe, ampak za določene pa na ta način. Se pravi, da nobenega vprašanja, jasno, če bi hotel pojačati, bi bilo super, ampak mi ni treba v tej fazi, imam druge plane in tako naprej. Ampak to je en tak, zato recimo se splača v nekaj fazi imeti tudi dva kanala. Recimo blog na Google, video na YouTubeu, združite in en z drugim delata skupaj. Izvolite. Se pravi, če imaš video na YouTubeu, pa linkano na stran, na Facebook, karkoli, YouTube prešteje to. Okay. Jaz potem tudi vozim iz video nazaj na svoj blog. Ali pa iz video pobiram, dejansko rečem, ali bi se rad downloadal mojo e-knjigo, imam brezplačno e-knjigo, spodaj je link, klikni pa download e-knjigo. In to zopet lepo prihaja. Mislim, raste. Kateri autoresponder uporabljate? Se pravi, orodje za email marketing, Active Campaign. Vse teh orodij za email marketing, programov MailChimp, MailerLite, Infusionsoft, WordRag, Active Campaign je en tak ConvertKit za blogerje, če se to z blogom ukvarja kot dobro. Tega ogromno. Začne se predlagam z brezplačnimi, pa potem nadgledite, koliko je danes prav. Kaj še imamo zdaj? Evo, primer e-knjige. Ta stran je naredila v ClickFunnels, to je tisto orodje, ko sem prej pokazal za grajanje teh prodajnih kanalov. Tudi ta ni najboljša, v bistvu en drug, ki bolj deluje. Se pravi, ena knjiga, ljudje downloadajo in potem se začne cel prodajni proces. In takoj za tem, torej naslednjo okno, ki ga vidi avtomatsko, je nek plan, ki ga prodam, oziroma skušam prodati po $10. In če to kupi, je takoj upsell, nekaj, kar skušam prodati po $40. In če to kupi, je takoj spletni tečaj, ki se prodaja po $250. In tle bi lahko šel 3-4 v nedeljo naprej. Zdaj rekla, to kupuje, ja, seveda kupujejo. Zdaj se tle je ogromna optimizacija, do tega prijete je kar nekaj časa, da sploh vedi, kaj ljudje hočejo imeti, na kak način jim predstaviti, na kak način jim prodati, po kakih cenih, ne nobenih pravil igre. Da ste samo vi pa vaša kreativnost, pa potem je kup ljudi na drugi strani, ki jih hoče, pa hoče imeti vaše izdelke. Ampak ko pa enkrat imate, je pa to lahko skalate v nedogled. Mislim, te številke, ki jih jaz obračam, so v bistvu včasih, ko so s kakimi operacijami pogovarjam, prav narodno povedam. Ker so moja si še kako nulo znam. Ampak to dejansko, mislim, čisto res. Morate praviti še ena stvar reči. Če delate v Sloveniji, vse skupaj deluje na precej drugačen način, kot pa če delate recimo v tujini, predvsem ZDA. Američani, kot le enkrat vam dajo Američan e-mail,
v drugi fazi potegne kartico za nekaj, kar stane $4 ali pa $5 ali pa $10. A je tvoj. Pa je tvoj. Pa ga imajo po konca. In ti Američani tvojega lahko pod reklaji zmoliš, veš, kolikor ti paše. Mislim, res to je toliko simpel, da jim Američani nekaj podati, da je to prav neverjetno. Jaz sem imel blog za en produkt in v bistvu smo imeli zadnjo debato, ali ljudje meni res zaupajo ali ne. In jaz sem rekel, jaz mislim, da ker preko mene kupujejo. In je rekel, ok, dej narediti na en blog, ki ima zadnji produkt, ki ti ni všeč, ki je za nič, napiš, ki je pa sem imel blog že spisan, in sem napisan, da je produkt za nič, oziroma da mi ni všeč. So rekli, dej spred meni pa napiš, da ti je všeč, kaj se zgodi. In sem šel delati test, in cela vsebina je bila, produkt mi ni všeč, zaradi tega produkta ne priporočam, zaradi tega. Vse, kar sem v uvodu sem napisal na veliko, to sem pa nakratno, sem napisal, da je produkt vrhunski in če hočete, ga lahko tle kupite. Prodaja iz noč, mislim, iz enega dela tudi poskočila. In pa sem zdaj takoj to popravil nazaj. Toliko simpel je. Sploh ljudi niso brali moje vsebine, pa niso razumeli, jaz ne vem kaj. Zdaj, verjetno niso razumeli. Zdaj, to je ena stvar, ko morate paziti na to, ko greste enkrat v spletni paso, morate biti iskreni. Lahko fejkate, če hočete, na lastno odgovornost, par mesecev lahko ful dobro laufa, ko vas enkrat dobijo, da lažete, je konc dobro. Če ste v Sloveniji, ni panike. Sloveniji so danes, ljudje pozabljamo iz danes začeli, kaj se zgodi. Ne, hecam se, pač v Sloveniji je katastrofa. Ne tega delati, zato ker zgubite zaupanje ljudi. In težko se pridobiti zaupanje. Če bi jaz vam tle nekaj prodaja danes, prvič me Tomaš največ povabil, vse mogoče ne bo, jaz upam, da me še pogledaj. Drugič, vsakeč, ko je videl moje ime, pa moja sliko, bi rekel, te pa imam kaj. V globalu je sicer trg toliko večji, sploh v bistvu včasih ne znamo predstavljati, kako nekaj, ampak vseeno. V nekih nišah, jaz sem štartil taj iz predpostavke, da začnete v neki mikroniši. Mikroniše so male niše in tam imate en kup ljudi, ki so med sabo povezani. In ko še enkrat razve, da si pač nekaj zmisel, da nekaj ni čisto stresa, zato ker bi malo zaslužil, je zelo pa hitro poda. Tako da bodite na to pozorni. Evo, to je primer enega bloga, you can order it here, evo. Evo, to je ta moj slavni link. In tle, če tle kliknem, to dobi provizijo od podaja. In jaz napišem na veliko, spodaj je napisan v footerju, včasih je še tle napisan, da pri vsakem kliku na link, oziroma pri prodaji, ki prije preko provizijo, jaz dobim pač podajem provizijo. Ampak tudi napišem, da noben ne bo zaradi tega plačal več, kvečemo manj, ker imam nekaj kode. In to ljudi ne moti, tudi vas v principu ne bi smeli motiti. Če vam nekdo nekaj predlaga, pa nekomu zaupate, če vam Tomaš predlaga neko orodje za SEO, pa mu zaupate, pa Tomaš predlaga neko provizijo, hvala Bogu, S tem bo še to motiviran nekaj vam dati v bistvu pametno vsebino in vi boste dobili v bistvu takoj brez raziskovanja pravi produkt. Je win-win. Je pa fajn to napisati, mislim da celo treba v angleščini in celo uradno mora biti napisan, če imate te affiliate linke spostavljene. Ok, ta primer spletnega tečaja, kar dobijo neki bonusi, trenutna cena je tale. Zdaj pri teh spletnih tečajih je tak, vi lahko spletni tečaji, se pravi, imate neko znanje v neki tematiki, ni treba, da imate doktorat narediti, ni treba, da ste 30 let izkušeni, ampak samo, da ste dovolj samozavestni, da imate dovolj znanja ali pa več kot večina ljudi okoli vas, že imate neko potencijalne stranke. Tle mentaliteta v globalu je predvsej drugačna kot pri nas. Pri nas rabiš srednjo šolo, pa diplomo dobiti, pa magisterij, pa doktorat, pa 7 let praksa, pa 15 let izkušenj, pa 5 let startup, pa si dovolj dober vlaka nekaj narediš. V globalu je pa nič od tega nimam, kupil sem 2 spletna tečaja, sem se naučil, imam uspešen primer in zdaj bom to prav prodati. Zdaj, na kateri strani ste tega, je to vaša stvar. Jaz sem na oni, ki zelo hitro stvari provajo. V bistvu dati v prakso, testirati, nekaj narediti in potem z tega nekaj tudi potegnati. V bistvu samo to perspektivni tečaj, bi sam to povedal. Lahko imate in gostujete nas, imate v bistvu orodja,
Teachable, ena tako orodje, oziroma platforma, kjer vi v bistvu naredite vi posamezne video vsebine, date jih v neko strukturo, uploadate te videe na to platformo in ljudje pač v zadnji gledajo te videe, pač enega za enega po vrsti gre dol, noter date kvize, lahko je date taka vprašanja, PDF-je, itd. Online deluje kot neka vrsta spletna platforma za izobraževanje. To je ena varianta. Druga varianta je pa, da pač bolj simpel, da greste pa na recimo platformo kot je Udemy, imate 1001 spletni tečaj, vi date gor vaš spletni tečaj po neki ceni, ko vi hočete, oni vam bojo znižali ceno 80%, takve imajo skozi neke akcije, oni vam bojo prodajali na mesto vas, bo ta tečaj prodajal več na manj samo od sebe, ampak bodo zelo malo prodajali, zelo malo bodo zaslužili. Je pa dovolj dobro za test. To se recimo v principu, se pravi, ali gostujete na svoji platformi, postavljate svoje cene, svoje pravile igre, svoje popuste itd. Ali pa greste na neke večje platforme, date svoj tečaj gor in se pač po njihovih pravilih prodaja. Jaz sem dvoje sprobal, absolutno sem ljubitelj tega. Torej svoje platforme, torej svoj landing page, pravile igre, tako meni paše cena, meni paše in to. Še mogoče eno zadeva pri teh cenih, kak ceno postaviti. Imate nek tečaj naredite, kak ceno zdaj postaviti. Zdaj imate dve teoriji, ali pa dve filozofiji. Ena je dobiti veliko ljudi po nizki ceni noter, ali pa dobiti zelo malo ljudi po visoke ceni. V praksi absolutno boš zelo malo ljudi po visoke ceni. To je ful nizka cena v globalu. Zakaj? Zato, ker tisti, ki plačajo več, so bolj pripravljeni delati, se učiti, vas poslušati, pa dejansko je čez tečaj čez. Jaz, ko sem ta tečaj prodajal po $20 po štartu, jaz sem imel, ne vem, 800 prodajal v 2 mesecih, full fine, eden ni prišel do konca. Niti ena oseba ni prišel do konca tečaja. Sem šel sem dal prijateljem že prej, a je s tečajem kaj narobe? Ne, cool je. Sem dal dolgo časa, ne, nisi. Ok. Pač ni bilo motivacije, se pač za nekih $20 ali pa nekaj, ni pravi motivacije. Sem bulto to ceno takrat na 150, oziroma ne, 3-4 ljudi je kupili, je pogledal tečaj do konca. Pač tak je. In lažje je pa delati z manj ljudmi, tudi nekje svetovati, vprašanj bo ogromno, verjetno, vsaj v prvi fazi, in lažje se skupino, pa bolj bo zadovoljni, pa testimonijali bo tudi mnenja, da so zadovoljni, absolutno boljš pomaganje. Ok, Samo vprašanje, Udemy, funkcionira to samo za slovenski trg ali ne? Samo slovenski ne vem, ampak v globalu ja. Mislim, da bi prav slovenčini šel tečaj gor? Ja. Ne vem, če ne bi. Mislim, za Slovenijo je toliko malo, da bi raj tle rekel, da se raj naredi isto na Teachable ali pa Thinkific, mislim, da se tako reče, platformi, se gor naredi, pa je to, je lažje, ker je premali trgno za kaj take. Mislim, Slovenija, spletne tečaje za Slovenijo so, jaz sicer nisem, en tečaj sem testiral Facebook rešavanje, v enem mesecu sem podal, mislim, 10 ali 12 tečajev po ceni €100, tudi poznam pa ljudi, ki to prodajajo, ampak je pač mali trg, morate pač to upoštevati. Se pa da tudi s tem ne prožeti. Še kako vprašanje? Mogoče v tej fazi. Kaj? Date angleške tekste lektorirati? Znači, delal sem, mene en blog me je stal kar ogromno denarja, da sem en blog spravil več 1000 besedami. Vse je bilo lektoriran, nobenih ogledov. Mislim, v bistvu prvi so ga sobrali, ampak ni bilo, da bi rekel, da se kaj tam dogaja. In pa sem začel pisati v tem svojem stilu, z mojimi napakami in tak naprej, ljudje ne razumejo in pač kupujejo in jaz sem vesel. Fora je v tem, da v bistvu najbolj smešno predvsem je to, da pač ljudje se dejansko na vaš stil navadijo. Jaz outsourcam, jaz imam trenutno 2 aktivna blogerja v ZDA, pa enega v Sloveniji, 3 blogerje imam, oni pišejo vsebine za mene, trenutno, da gre pač neka večja količina vsebin, zelo specifičen po pravilih igre in tak naprej. In jaz moram vse te bloge, sam, pač dobim osnovko, moram pa sam dodelati, predelati na en tak naprej. Da so napake, ne? Da je dvoumno, ne napake. Da ni, jaz bi rekel, da se ne lektorira, da ni potrebe, razen da se zdaj neki hudijo, ne vem, specifični niši, ampak to, kar že Tomaž rekel, ste tak, kar ste.
Noben problem, delite na ta način, ko pač delate. Kaj pa uporaba prevajalnika? Ja, z vsake besede pa to ja. Ja. Pa zdaj cele tekste pa ne. Zdaj v bistvu, če gledate kakšne tuje strokovnjake na kjerihkoli področjih, pa berete njihove vsebine, boste videli, da uporabljajo zelo basic English. Večina, zelo basic English. Zelo simple besede, pogledajte ameriškega predsednika, zelo simple besede. Zdaj, v zadnji je razlog za to, ne? In tukaj vas ni treba biti kaj strahno, kar se tega tiče. Še kak vprašanje moče? Zdaj, kako dalje? Če vas zanima kaj več o teh tematikih, predlagam, da sledite Facebook strani Mojster Marketinga. V kratkem se bo spremenila, bo dobila malo bolj premišljen ime, ker tam mogoče ni bil najbolj premišljen. Pa nekaj se spremenila, strategija, pa tak naprej, tako da bo, jaz mislim, da več se bi prišlo v kratkem ven, kar se tiče tudi teh tematik, ki smo jih danes odbirali. Če koga se žal zanimati direktni coaching, če bi to rad dejansko kaj ustvaril preko spleta, pa noči čez cel, mislim, iti na Google pa iskati tak naprej, pa te radi ena na ena. Teoretično se da to z mano dogovoriti. Imam pa enega na mesec delam, sicer, ja, letos bo tako en na mesec. Če se koga zanima, ni panike, sem tudi za kakva vprašanja, karkoli je tam moj mail, pa mi lahko pišete. Preden vas v tretji točki še povprašam, zdaj te slide tako dobilno. Jaz sem tam naštel par tujih strokovnjakov, za različne področja, ki jih jaz spremljam, ki jih jaz konstantno spremljam. Za SEO, za grajanje teh prodajnih kanalov, za to, kako narediti spletne tečaje, kako v bistvu vzpostaviti WordPress stran, kako biti močen na YouTubeu. Gary je malo za motivacijo, Grant je malo za motivacijo, pa mogoče finance pa to. Tim Ferriss je zanimiv, tudi Technomad, pa sem dal pa sam sebe še noter, to smo malo vprašanje. Jih je teh še več, ampak jaz sem prav po te delane, ki vam znajo prav priti, a pa saj do teh, ne. Noter, pogledajte si, pač prednost Američanov je to, da dajo, mislim, večina teh ljudi da 99% informacij brezplačno. Če jih hočete živeti od spletnega zaslužka, pa samo te dečke poslušate, pa berete, pa se učite od njih, vam to bo stvar brez težav. To dobimo vsebino, kako? Ja, bom jaz Tomažem postavil, tako da dobite te slide. To da se nimamo kje pogledati. Tako, ja, jasno. Bom jaz Tomažem postavil, da dobite te slide. To je to, no. Se pravi, če koga zanima še kaj več, me ne piše. Zdaj pa samo še dve stvari, še eno vprašanje. Bi vas slučajno zanimali več informacij v zvezi s spletnim zaslužkom, mogoče v obliki nekih video vsebin, ki bi delal ven. Bi to koga mogoče zanima? Čisto tako informativno me zanima. Dajte raki. Kaj pa če vplačljiv? Ajde, da vidim zdaj. Vsake čas, to. Ne, čisto v bistvu tako, da razmišljam o tem, v bistvu pripravljamo plan v okviru v bistvu Mojster Marketinga, da bi začeli neke vrste blog snemati, oziroma video vsebine. In bi dejansko vse to, kaj sem danes predstavil, ampak precej bolj napredno, korak za korakom, preko nekih, bom rekel, brezplačnih video vsebinov da na razpolago. Zato so neka od nas taka prilika, da vam vprašam, če bi to vam bo zanimivo. Ker tle je kup enega znanja na razpolago, tako da se mi zdi, da bi vas znali koga pritegnati. To je super. Zdaj pa, če se koga zanima, to v bistvu ni del te delavnice, nič nimam za prodati, tako tisti, ki hoče iti grete, ampak ena druga seminar delamo v bistvu skupaj, mislim, delamo sami preko Mojster Marketinga, ampak smo na vezi s Tomažem, pa ker je omenil prej Facebook oglaševanje, je pa rekel, da ne dam to noter, in sicer ta vikend imamo v Rimskih termah seminar za Facebook oglaševanje, v bistvu je za napredni seminar, od A do Ž, 8 ljudi, oziroma 10 ljudi, mislim, da je prostora 8 je prijavljenih, 2 prosta mesta še. Oziroma lažno 10 je prijavljenih, pa 2 sem še odprli. Če bi koga slučajno zanima čisto tak, je ta seminar na razpolago, se pravi Facebook oglaševanje, delamo z Moniko, torej Monika je
v bistvu 6 let že ukvarja s Facebook oglaševanjem, po mojem mnenju največja strokovnjaka v Sloveniji za slovenske kampanje. Tako da, če bi to kakor zanima, 2 dni, v bistvu delamo 1 na 1, 2 na 10, tako rekel, v Rimskih termah, prespimo, kosilo, večer, zajtrk, vse to vključeno. Če bi to ne pride do mene, pa lahko povem, kaj je na razpolago. Tako da, že lahko prišel prečaj. Skratka, če bi to kakor zanima, se znači 3 stvari, Facebook stran, pa še par stvari tam nastavljenih, to, da nam je laže, drugače pa ni nobenega preznanja, v bistvu deluje na način, da bomo imeli v bistvu od postavitve strategije, analize vaših ključnih stran, do pisanja oglasov, do tipo kampanj, do analize rezultatov, skratka, če se to pošli. Nazadnje, ko smo izvajali, da to spomladi, je prišel en gospod, ki ni imel Facebooka privat, pa smo lepo prišli čez take panike, tako da to ni potrebno. Je pa tak, mi delamo dosti, predavamo na področju Facebook oglaševanja, specifično Facebook oglaševanje, in je to pač, bom rekel, ni to tako tipično predavanje, kjer bi vam pa na koncu probali nekaj prodati, pa ne, ampak če hočete, če ste resni, pač da dobite tiste informacije, ki morate. Tako da, to je pa to. Hvala lepa.